Torej, lepo pozdravljeni na pogovornem večeru. Jaz sem vesela, da se je mojemu povabilu odzvala moja kolegica Alenka, zdravnica, tudi državna sekretarka v času naše vlade v obdobju 2020 do 2022 in smo takrat kar nekaj stvari naredili, o čemer bo tudi malo povedala. Sva si pa to tako zamislili, da bi najprej malo predstavili v bistvu zakon. Avšu, Janez, mogoče ti predstavljati naprej, da ne bom jaz šla tjale stati. Kaj moram že zdaj pritiskati? Puščico desno. Puščico, šta ti bo? Kaj ti bom rekla? A je predstavljal? Usece, pa ti bom jaz vsakeč povedala, kdaj. Nekaj ne dela Dalinček za to. Zdaj začnemo kar s tem, kar je na prvem slajdu. Človekovo življenje je nedotakljivo. Namreč naša ustava v 17. členu piše točno to, človekovo življenje je nedotakljivo in to pomeni, da nihče po njem ne sme posegati, nihče ga ne sme prekiniti. Zato imamo, če nekdo nekomu nekaj naredi, je zato tudi obsojen in imamo v Kazenskem zakoniku, kako potem poteka sojenje in obsodba in tako naprej. Zato mi mislimo, da je zakon neustaven, je pa tudi, recimo, to bova še tudi pol povedala, letos marca je Evropsko sodišče za človekove pravice v eni tožbi enega Madžara proti državi. On je rekel, da mu pač država ni omogočila evtanazije in je se pač pritožil na Evropsko sodišče, da je to njegova pravica, pa mu je država ni omogočila. Ampak je Evropsko sodišče povedalo, da to seveda ni človekova pravica in da država mora aktivno varovati človekovo življenje. Zato je država, zato tudi imajo vsi v ustavah podobno kot mi. In da pomoč pri samomoru ne spada med pozitivne obveznosti, ki bi jih morala delati država. Mi pa itak vemo, da to ni nekaj, kar naj dela država in kar naj bi bilo pozitivno. Vemo, da samomor še vedno velja za nekaj negativnega in tudi v našem kazenskem zakoniku, torej v zakonu o kazenskem postopku, je pomoč pri samomoru kaznivo dejanje. S tem zakonom pa to vse obračamo na glavo. Zdaj, zakonu nasprotujejo tudi vse zdravniške organizacije, zato ker je tudi v nasprotju s Hipokratovo prisego, ki jo dajo zdravniki. In sicer prisežejo, da ne bom nikoli nikomur, tudi ko bi me prosil, zapisal smrtne droge ali ga z nasvetom napeljeval na tako misel. Alenka bo to tudi bolj povedala, ker je seveda, kot sem rekla, zdravnica. In kot rečeno, vse zdravniške organizacije v tej državi temu nasprotujejo in v državah, razen v Španiji, nikjer pri teh postopkih ne sodeluje zdravnik. To bi lahko delal kdorkoli, in zato se naše zdravstvo oziroma zdravniki in medicinsko osebje temu zelo upira in ne želi tega delati, ker kot rečeno so prisegli, da bodo ljudem pomagali, jih zdravili, ne pa usmrtili oziroma jim dali pač neko smrtno dozo. Zdaj, zakon uvaja zakonsko dolžnost zdravnikov, medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev, da sodelujo v teh postopkih, kar je, kot sem rekla, pomoč pri samomoru po zakonu o kazenskem postopku kaznivo dejanje. V 4. členu zakon govori o tem in reče, da so pač neke osebe, ki imajo zakonsko obveznost, da pri tem sodelujo, to so zdravniki in medicinski delavci. In seveda, da je to res zakonska obveza, ker oni rečejo, sej ne bo zdravnik, bo sam zraven, ampak to je po zakonu mora biti zraven, ker mu dovolijo ugovor vesti, torej mehanizem, da reče, tega jaz ne bom delal, lahko uveljavlja ugovor vesti, ampak po izkušnjah iz drugih držav vidimo, da je tudi tam bila možnost ugovora vesti, pa so že v nekaj letih to odpravili. In potem zdravnik seveda, ki ne želi tega početi, nima nobene zaščite. In kot rečeno, sodeluje pri dejanju, ki izpolnjuje vse zakonske znake kaznivega dejanja pomoči pri samomoru. Noter sicer piše v zakonu, da za to ne bo odgovarjal in tako naprej, ampak se to, bomo rekli, tepe z enim drugim zakonom in tudi z neko logiko, ki smo vsa ta leta imeli, da samomor
ni nekaj dobrega in poskušamo ljudi odvrniti od tega, delamo razne programe in pomagamo, takoj se sproži cel mehanizem, če ima nekdo take ideje, ne, in ga pač poskušamo od tega odvrniti. S tem zakonom bomo pa dali čisto napačno sporočilo, ne. Potem zakon pravi, da mora zdravnik seznaniti pacienta z drugimi možnostmi, ampak jih pa ne ponudi, ne. Ponudi pa evtanazijo oziroma pomoč pri samomoru, ne. In zdaj, če potegnemo eno analogijo z splavom, čeprav to zdaj ni tema, ne, ko je to bilo nekako na ta način uveljavljeno, danes vsaka ženska, ki pride k ginekologu na kontrolo oziroma že ve, da je noseča ali pa tako, te bo najprej vprašal ginekolog, a ti napišem napotnico za splav. Torej, najprej ti ponudi splav, ne pa da ti rodiš, kar je najbolj naravno in najbolj normalno, ne. In enako bo tukaj, a ne. On ti bo ponudil pač evtanazijo in to se dogaja v drugih državah, a ne, kjer ti sicer pove, lahko imaš tudi paliativno oskrbo in to, ampak to bo trajala, veš, to morda ne boš takoj dobil, ker nimamo še tako vse razvito in tako. Evtanazijo oziroma pomoč pri samomoru lahko dobiš pa takoj. A ne? To je grozljivo, a ne. Potem zakon pravi, da to pravico uveljavlja tisti, ki doživlja neznosno trpljenje, to je 7. člen zakona. In kaj je zdaj neznosno trpljenje, ne? In vprašamo se lahko, trpijo samo starejši in neozdravljivo bolni. Ker ko obrazlagajo termine, a ne, kaj pomeni, pa rečejo takole: neznosno trpljenje je stanje brez možnosti za izboljšanje, ko pacient prenaša hude in intenzivne fizične bolečine, izjemno težko psihološko stisko ali oboje. Ne? Namreč zagovorniki ves čas pravijo, da bo to namenjeno bolnikom z neozdravljivo boleznijo v zadnji fazi bolezni, torej v terminalni fazi bolezni. Bo Alenka to povedala, kaj točno pomeni. Ampak v zakonu nikjer nič ne piše o tem, da je to v terminalni fazi, a ne? In potem, ko gledaš člene, samo piše, da mora biti človek polnoleten, pa vidite, a ne, bo rekel, da trpi fizične bolečine ali pa psihološko stisko. Ampak psiholoških stisk imamo pa najbrž vsak dan kaj, ne? Najbrž vsak ta mlad, ki ga punca pusti, je v stiski, ne? Pa se najraj fento, ampak najbrž ni to glih razlog, da prekine življenje. In spet, zakaj je to grozen? Zaradi tega, ker se v državah, ki so to uvedle, dogaja, da se evtanazira čedalje več mladih. Mladih in celo otroka, ne? Zakon omogoča zlorabe zaradi več stvari, ki jih bom še sproti naštevala. Eno je, recimo, da lahko tudi brez podpisa nekoga usmrtijo na ta način. Namreč v zakonu piše, da se mora pač tisti, ki se za to odloči, podpisati. Če se ne more ali ne zna, je pa lahko samo en znakec, ne? In zdaj, kako boš ti dokazoval, je ta znakec res naredil tisti, ki je hotel usmrtitev, ali ga je kdo drug naredil, a ne? Tudi v tujini je, recimo, prihaja do takih zlorab. Potem vse je zelo intenzivno, vse skupaj se bo odvilo v 30 dneh, a ne? Kar je za eno tako odločitev absolutno zelo kratek rok, pa ko vemo, da vseh drugih stvari pa ne dobimo v 30 dneh, a ne? Se pravi, ko nekdo zaprosi pri svojem zdravniku, da bi pač se izvršil nad njim ta postopek, pomoč pri predčasnem končanju življenja, mora komisija v 15 dneh odločiti in potem se mora zelo hitro dogovoriti, kje se bo to zgodilo, ne? In kje zbere pač pacient, ki lahko reče ali v bolnišnici, doma, v hotelu, ne vem, kjerkoli se komu zazdi, ni nič opredeljeno, si on zbere kraj. Ampak spet, a ne, predstavljate si v bolnišnici, če bomo to delali, v eni sobi nekoga zdravimo, v drugi sobi ga usmrtimo. Kako je to pol, a ne, s temi pritiski na bolnike, zaupanjem, a ne, če ta zdravnik tamle glih kar enega usmrtil, zdaj bo pa prišel v tvoji posli, so še malo bavne mogoče, a ne, ni to tako enostavno, a ne. Skratka, pritiski in zlorabe, zakaj lahko o tem govorimo? Zato, ker v državah, kjer je to uvedeno, te zlorabe so, a ne, in marsikje bo Alenka povedala tudi en primer, a ne, če pač stvar ne funkcionira, pa kar en drug način izberemo, a ne, kar je zelo slabo. Zdaj, pomoč pri končanju življenja ni medicinski postopek, kot ga imenuje zakon, ampak gre za postopek, ki je sam zase pač postopek, a ne, in ga lahko bi v principu opravljal kdorkoli.
Namreč imenovana bo 5-članska komisija, v kateri bosta 2 zdravnika, ampak to morata biti zdravnika, ki seveda nista uveljavljala ugovor vesti, torej sta zdravnika, ki podpirata evtanazijo oziroma pomoč pri samomoru, medicinska sestra, pravnik in pa strokovnjak z področja družboslovja ali humanistike. Imenuje jih pa predsednica republike. Potem ta komisija pač vse te stvari izvede od takrat, ko recimo nekdo pač to zahteva, odloči ali to se mu odobri, torej če izpolnjuje pogoje. Potem en od teh zdravnikov mora napisati recept in iti v lekarno po ta pripravek, oziroma ta koktejl rečejo, ker je to pač mešanica večjih zadev. In potem to prinesti temu pacientu in mu dati, da si pač to sam, piše, da si mora to dati sam, seveda, to je pomoč pri, evtanazija bi bila, da mu zdravniku brizga, recimo. On si izbere kako, ali da mu pač z injekcijo, ali da spije, ali kako drugače, Zdaj pa kaj je to kako drugače, Lahko si bo zbral, da mu mora zdravnik dati, ampak zdravnik mu ne sme dati, po tem zakonu, Ker si pač bolnik zbere, kako, na kakšen način se bo to zgodilo. Potem zelo problematičen del je tudi to, da ki posega v mrliško pregledno službo, ker ne bo zapisal, da je nekdo umrl zaradi postopka pomoči pri predčasnem končanju življenja, ampak bo moral zdravnik oziroma se pravi mrliški oglednik napisati, da je ta človek umrl, torej zaradi recimo raka, če je imel raka ali pa ne vem, sladkorna ali pa neko bolezen, ko je imel. Ampak to spet, zdravniki so rekli, mi ne bomo lagali, mi bomo napisali, da je umrl zaradi tega, tako bi morali biti, Ampak v zakonu piše, da ne bo, vidite, nekako kot neposredni vzrok, v drugem temle, se šteje huda neozdravljiva bolezen ali druga huda trajna okvara zdravja iz 1. točke 1. odstavka 6. člena tega zakona, Torej ne bomo napisali, da je nekdo umrl po postopku PPKŽ, ampak da je umrl zaradi raka. Kar pomeni, da bomo kvarali ali pa lagali statistiko, in tudi verjetno se bo težko potem kdaj uveljavljalo ali pa ugotavljalo, če ni šlo za zlorabo ali pa kaj podobnega, Poleg tega se po 5 letih se podatki anonimizirajo pa zbrišejo. Spet zakaj, Mogoče se bo nekdo oglasil, da pač ne ve, če je to bilo res taka prostovoljna smrt, in če ti ne boš imel dokumentacije, seveda ne boš mogel izvajati ne statistike, ne ugotoviti, ali res ni bilo kakšne zlorabe pri tem. Ja, povej. Samo kot medklic, ne bom te prekinjala, ampak v zdravstvu smo dolžni dokumentacijo hraniti 30 dni za vsak zdravstveni postopek. Tukaj je ta umor, jaz rečem umor, kvalificiran kot zdravstvena storitev in bi potem mogel zapaditi istim kriterijem. 30 let bi mogel ta dokumentacija obstajati. Tukaj pa so zelo namerni nameni in zato skrajšane petje. Tu je tudi eno, kar ni v skladu za ostalo veljavno zakonodajo. Tako, 30 let, ne 30 dni si najprej rekla. 30 let, ja. Ja, 30 let in bi po tej logiki se moralo toliko časa hraniti, ne pa da bo po 5 letih že to vse zbrisano, pa ne bomo vedeli, kaj je in kdo je. Potem v zakonu ni napisano, torej zdravniki in tisti iz komisije nimajo predpisane dolžnosti obveščanja najbližjih svojcev. Naprimer, da se vaša mama v domu odloči za ta postopek, ki jo bo najbrž kdo prepričal, vas sploh ne bodo obvestili, vi sploh ne boste vedeli, da je v tem postopku, dobili jo boste pol v krsti oziroma bodo rekli, je umrla, in to je to. Kar je seveda spet en absurd, sploh pa, kot sem rekla, v primerih, ko so celo mladoletni otroci, torej in je to brez soglasja staršev. Zdaj za učinkovino, ki jo bo tisti, ki se je odločil za ta postopek, so predvideli fenobarbital. Ta se uporablja v veterini za evtanazijo živali in deratizacijo in povzroči smrt podobno, kot bi se utopil. Zdaj bom potem pokazala tudi eno knjigico, kjer o tem govorijo, ki so v Kanadi naredili za otroke, da jim razložijo, kaj se je zgodilo z njihovim kakšnim, ali pa jih tudi seveda na ta način spodbujajo.
Najprej te v bistvu uspavajo oziroma skoraj povzročijo skoraj komo, no? Potem te paralizirajo te učinkovine, ki jih dobiš, to pomeni, da ti več ne moreš dihati, ne? Ker si paraliziran, ne moreš dihati in seveda, če ne dihaš, se sedejo pljuča in začnejo odpovedovati organi, ker ni pač več kisika, ne? In kot sem rekla, postopek, kot da se utapljaš, in na ta način so recimo izvajali smrtno kazen v Ameriki, ne? To poznate iz kakšnega filma, ne? Ko so mu to. In vsak tretji bolnik umira več kot 1 uro, vsak 6. umira več kot 3 ure in mi ne vemo, kaj človek v tistem trenutku dejansko čuti. To je pa tako, kot da bi se utapljal, ne? Hlasta za zrakom in pač če pa ne uspe, pa še kaj hujšega, ne? In ti zaporniki ameriški, ki so bili obsojeni na smrtno kazen, so rekli, da je to nehumana smrt in da oni tega nočejo, da naj najdejo nek drug način, ne? Da jih tako ne bodo pač usmrtila, ne? Mi se pa zdaj odločamo tukajle za nekaj takega. Res je bil ta predlog za ta fenobarbital v prvotnem zakonu, ki je bil eutanazija, to, kar je prinesla srebrna nit, pa so potem v parlamentu zavrnili, ker so videli, da je malo prehudo in so šli na to bližanco, ne, se pravi najprej pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ker, a veste, morate vedeti, pola, ne, lahko se zgodi, da ti daš to učinkovino enemu starejšemu, ne vem, ima Parkinsovo, ne vem kaj, tisto spije, malo polije, malo tako in stvar ne funkcionira ali pa ne umre takoj, a ne. Vsi zdravniki in komisija, ki so zraven, ga lahko samo gledajo, ker ne smejo nič narediti, ne. In v nadaljevanju bodo pa rekli, ok, če pa stvar ni uspela, ne, dajmo pa mi dovolj tudi eutanazijo, da ti pa pol zdravnik da do konca, ne. Recimo, ker pri eutanaziji je tako, ne, kot ti on vbrizga to pač ta koktejl in če vidi, da pač po tolikle časa bolnik ni umrl, ti doda ali pa poveča dozo, kakorkoli, a ne, in potem pač človek umre, ne. Tukaj si pa ti sama, ne, in lahko to traja in najdlje je trajalo celo 137 ur to umiranje, ne. Tako da ni to tako, kot oni razlagajo, da je to super in sam lepo. Zdaj, tukaj imate knjigico o MAID, ne, Medical Assistance in Dying, ki so napisali, da je najbolj primerna za otroke od 6 do 12 let. Razlagajo sicer tako, ne, če je kdo v tvoji družini bi pač bil v tem postopku, zato da otroci razumejo, kaj se je zdaj zgodilo, ne, ker seveda smo jih učili, da človek naravno se rodi, živi in umre, a ne, potem bo pa zdaj to nekdo lahko umrl bistveno prej, a ne. Pa ne samo to, a ne, če ti to učiš otroke, je potem to neka stvar, ki je sprejemljiva in ko imaš težave, dajmo se pa fentati, a ne, sej, a ne. To jih učimo, namesto da bi jih učili, da je treba kdaj kaj v življenju tudi malo pregurati, a ne, kakšno krizo, sej smo vsi imeli in tudi brez trpljenja ni življenja, a ne. Tiste, ki smo rodile, vemo, da tudi na porodu ni glih, ne vem kaj, super, ne, je tudi to naporno, pa malo trpiš, ampak ok, to naredi za otroka pa tako, ne boš pol rekel, to je pa prehudo trpljenje, dajmo raj končati življenja, ne. In v tej knjigi, a ne, je potem šele na, mislim, da 47. strani, so pa... Še naprej. Ja, naprej, ja. Še. Tule. Aha, ne, malo bi mogel iti še nazaj, ja. V tej knjigi je potem tudi informacije za odrasle. Aha, a ja, nimate, mogoče pa nisem pravo verzijo shranila. V glavnem, tole je pač ta knjiga, a ne, in potem so še informacije za odrasle, a ne, na 24. strani informacije za odrasle, ker to je cela knjiga za otroke, ne, otrokom to razlagamo, in potem pa odraslih reče, a ne, ta knjiga oziroma activity book, a ne, tako, ne, da ga ti aktiviraš, je bila pripravljena za mlade, ki imajo koga v družini, ki je to naredil, a ne, ki bi morda naredil to, ne, sej še ni rečen, da bo, a ne, in je najbolj primerna za otroke od 6 do 12 let, ampak seveda je tudi za starejše otroke lahko, a ne, mislim, noro, a ne.
No, in to je v Kanadi, zdaj primeri iz Kanade, a ne, kot sem rekla, torej evtanazija je v Kanadi sprva veljala le za polnoletne, neozdravljivo bolne v terminalni fazi bolezni, ampak to so imeli oni v zakonu, mi niti tega nimamo v zakonu napisan, ne. V samo 5 letih je evtanazija postala na voljo vsem, ki se soočajo s kronično boleznijo in invalidnostjo. Usmrčujejo zdaj tudi revne in brezdomce in to je spremenili medicino, a ne, tako kot sem rekla, potem to postane eden izmed načinov možnega zdravljenja in ti to pač ponudijo, a ne. Ena gospa je prišla recimo na kliniko, da pač rabi pomoč, so rekli, ja, psihiater bo na voljo čez pol leta, evtanazijo lahko dobite pa takoj, ne. In to je ratal, ne, tam obupno in tukaj je tudi primer iz Kanade. Parlamentarni odbor je v zadnjem času razpravljal, da se bi evtanazija razširila tudi na mladoletne in novorojenčke in predlagajo, da če je otrok mladoleten, ni potrebno soglasje staršev in to je že bilo v bistvu sprejeto in bo začelo veljati leta 2027 v Kanadi, ne. In to bom tudi večkrat povedala, ne, večina ljudi ne zaprosi evtanazijo zaradi bolečin, ampak zaradi osamljenosti, občutka obupa, nesmisla in nevrednosti življenja ali pa tudi revščine, ne. Bolečine so šele na nekaterih raziskavah na 4., na enih 5. ali pa 6. mestu. To tudi vidite potem. Ja, aha, zdaj so tele, kar še eno naprej. Ja. No, zdaj primeri iz Kanade. Število medicinskih zastrupitev v Kanadi od leta 2016 se je vsako leto povečalo za 30%, kar je 4,7% vseh smrti. V provinciji Quebec pa celo 7,5% vseh smrti in je to tudi največje število smrti na svetu. V letu 2021 je bilo evtanaziranih 10.062 ljudi, v letu 2022 13.200, v letu 2023 okrog 15.300, v 7 letih skupaj več kot 90.000 ljudi. Pred sprejetjem zakona so bili kanadski zdravniki proti evtanaziji, po sprejetju zakona so pa pač eni tudi morali to delati, ker kot sem rekla, je Kanada v večini provinc ukinila ugovor vesti in zdravniki zdaj nimajo nobene zaščite, morajo to delati. Marsikdo se je pa izselil v ZDA. In še primeri iz drugih držav. Tukaj imate Belgijo, vsako leto usmrtijo 3.991 bolnikov, kar pomeni 3,6% smrti. Skupaj je to že 33.000 zastrupitev, med njimi tudi mladoletnike. Ne? Vidite tukaj le novica v časopisu, v Belgiji prvič evtanaziran mladoletnik. Oni, zagovorniki, ves čas govorijo, da je to za starejše in da to bo samo za starejše, ampak v vseh državah se je zgodilo pol to, a ne, da ko je šlo na sodišče, je en mlad rekel, kako, če ima starejši lahko to možnost, da se ga evtanazira, jaz tudi hočem to možnost. In sodišče v principu ne more drugače odločiti, kakor da reče, ja, res je, če ima pravico, jo mora imeti tudi ta, ne? Če ne, smo pač nedemokratična družba. Ne? Ampak vidite, kam to pripelje, a ne? Zato je treba biti proti in to sploh ne sme priti v veljavo, ker potem se to samo začne valiti kepa in se samo povečuje. Nizozemska vsako leto 9.958 bolnikov, kar pomeni 5,3% vseh smrti, skupaj med 90 in 100.000 zastrupitev bolnikov. In iz Nizozemske in iz Belgije se ljudje starejši množično izseljujejo, predvsem na Poljsko in v te države, ki pač tega zakona nimajo. Vidite tudi, a ne, novica v časopisu, na Nizozemskem porast števila evtanazij mladih, pred vrati tudi pomoč pri samomoru pri nas. Kar daj naprej. No, tukaj le razlogi, a ne, kot sem prej rekla, zakaj se nekdo odloči za smrt, šele na 4. mestu je kakor trpljenje, ne. Na 1. je izguba smisla življenja, drugi vzrok je tudi nezmožnost samostojnega izvajanja vsakodnevnih opravil, ne. To je tudi lahko problem, ker ti mora pač nekdo pomagati. Izguba dostojanstva, smisla in 4. mesto potem šele bolečine. Zdaj, tvoje življenje je dar, tudi ko ga ne čutiš tako. Paliativna oskrba, ne, je zelo pomembna in mi smo na tem področju kar veliko naredili v zadnjih letih, bo o tem nekaj več povedala Alenka. Tudi v naši poslanski skupini smo vložili zakon o paliativni in hospic oskrbi.
pa seveda ni bil sprejet pod to vlado, a ne? Kar daj naprej. Zdaj, večina bolnikov teh torej bomo rekli v zadnji fazi ali pa na smrt bolnih, si želi živeti, tako pravijo tisti, ki delajo z njimi, in včeraj smo se tudi o tem pogovarjali, ne, da je to naravna smrt eno tako dragoceno obdobje, a ne, ker takrat ljudje pač urejajo stvari svojega življenja, a ne. In gospa sestra Žerdinova, ki je delala v hospicu, je rekla, da je pač to res neverjetno, koliko enega blagoslova in enega milostnega časa je, ko pridejo svojci na obisk, ki se mogoče so že skregani ne vem koliko časa in tako naprej, in tam potem te stvari razčistijo, uredijo in potem tak človek mirno umre, ko se pridejo pač posloviti. Tole je rekel gospod Načkov, zakon, ki bi uvedel siljenje bolnih in starejših v smrt, ogroža temeljno vrednoto naše civilizacije, nedotakljivost človeškega življenja. Zato se je tudi cerkev tukaj zelo angažirala in je to tudi prav, a ne, da pač osveščajo v tem smislu, a ne, da je pač življenje vredno od rojstva do smrti, naravne smrti, a ne, in da v tem smislu tudi ravnamo. In še tole od Roka Ravnikarja, to, kar tudi vsi vemo, Slovenija ima eno najvišjih stopenj samomorov in alkoholizma v Evropi, in zdaj, kot sem rekla, samomor velja za nekaj, torej nekaj slabega oziroma težavo, ki jo ima človek, da se odloči za samomor, in zato moramo delati na tem, da ljudi odvrnemo od tega, da jim pomagamo, če se znajdejo v stiski, a ne. Zdaj s tem zakonom bomo pa seveda to na velika vrata odprli in dali neko nevarno sporočilo, a ne, da je čisto okej, če pač se odločiš in končaš svoje življenje. Tole ste videli plakate, a ne, kar daj naprej. Tole je potem od našega krščanskega foruma, želimo svet, kjer šteje življenje, a ne, zato tudi predlagamo, da ste proti. Kardiolog dr. Marko Noč je rekel, da je zanga evtanazija umor. In tukaj imamo pa še izredno profesorico Saro Ahlin Doljak, tisti, ki ste bili kaj v okviru misijona v župnišču, je bila zadnjič pred zaključkom misijona, sta bila z možem tudi gosta. Ona je odvetnica in bolnica z multiplo sklerozo, zaradi tega te svoje bolezni je izgubila glas, ne more govoriti, je na vozičku, ampak ona še vedno opravlja poklic odvetnice, sicer po 4 ure zdaj že, hodi na sodišče, zagovarja stranke in predava na fakulteti. Seveda to govori preko tega komunikatorja, ne, kar spet, a ne, znanost omogoča. Je žena možu Bojanu in mama 2 otrok. Na referendumu glasujemo proti, vsak ne prepriča še 10 volivk in volivcev, pa bo ta referendum tudi uspel in Slovenija ne bo prestopila Rubikona. Najbrž ste spremljali, da so nas kanadski zdravniki so nam pisali, da ne sprejmemo tega, ker se bo zgodilo tako kot pri njih, da se to potem samo širi in samo še več upravičencev. Približno 5% smrti, pri nas na leto umre 20 000 ljudi, 5% pomeni, da bomo 1000 ljudi recimo na tak način usmrtili, kar je za mene grozen podatek, in v Kanadi to vsako leto narašča za 30%, a ne. In tako kot se je zgodilo v drugih državah, se bo sigurno tudi pri nas, ker nismo imuni. Evo, zdaj pa jaz predajam besedo še Alenki, ki je zdravnica, pa bo še malo osvetlila stvari. Izvoli. Ja, hvala za besedo, lep dober večer. Zdaj v teh dneh in tednih se res veliko angažiramo, sploh zdravniki, ki moram reči, da smo kot nikoli do zdaj pri kakšnem koli izzivu strnili vrste, in mogoče so posamezniki, zdravniki, ki se tudi v javnosti oglašajo, pa tukaj mislim v glavnem na enega zdravnika, velika večina zdravništva, če sledite socialne medije, Facebook, Twitter, so proti, govorijo iz svojega življenja, poudarjajo, zakaj so zdravniki, a ne, in zakaj je ta zakon nedopusten, ki je sicer že s to vlado potrjen, vendar imamo možnost na tem referendumu glasovati proti. In ko razmišljam, a ne, razmišljam,
zakaj pravzaprav do tega prihaja. Ne? In ne morem se otresti nekega občutka, da je tukaj v zadju neka gonilo, nekaj zlega in neminovno se spomnim na zgodovino in na čas socialno-nacionalizma, ko je tudi Nemčija v času od leta 1934 pa tja do druge svetovne vojne začela izvajati to kulturo nevrednosti življenja, če je nepopolno zdravo. Ne? In oni so s to evgeniko, ki so jo uzakonili in zdravnikom naložili, da je to v redu, če oni, invalide, otroke, ki imajo genetsko opredeljeno napako, če jih usmrtijo. In to je pripeljalo do tega, da se je zgodil v najhujši obliki nacionalsocializem v drugi svetovni vojni in Auschwitz in vse to, ker tam se je pod narekovaju manj vredne ljudi sežigalo, ki niso vredni, da bivajo med nami na tej zemlji. In res, če razmišljaš o zgodovini, te spreletava srh. Mene spreletava srh in jaz moram reči, že 14 dni več skoraj da ne spim. 3-4 ure, ker sem to tako zelo vzela za osebno. Torej, zdravniki se odločamo za ta poklic kot mladi ljudje. Glavni vzgib je pomagati ljudem. Vedoželjnost, humanizem, empatija do sočloveka. To so gonila, ki nas mlade usmerjajo, da se odločimo za ta dolgotrajen, zahteven študij. Odločamo se na to za dolgotrajne, tudi težke specializacije. In po srednji šoli praktično potrebuješ 15 let, da si v neki specialnosti verodostojen zdravnik, specialist. In vedno, ko delaš svoje delo, ko imaš pacienta pred seboj, ki je mogoče postane tvoj kronični bolnik, vedno gledaš dobrobit pacienta, da hitro prideš do diagnoze, da mu pravilno terapijo predpišeš in ga spremljaš. In to spremljanje pacienta lahko v neki fazi stopi v fazo paliativne oskrbe. Kaj to pomeni? Veliko kroničnih bolezni ima nek začetek, bolezen se razvija in se prevesi v kronično fazo, ki lahko pelje v prezgodnjo smrt. Tukaj najprej mislimo na rakave bolezni, pa tudi najtežje nevrološke bolezni. Med njimi so tudi banalne bolezni, če smem tako reči, kot je sladkorna bolezen, ki je kronična in doživljenjska. Med njimi so recimo kronične pljučne bolezni, astma, emfizem, COPD, poznate, To je kronična bolezen, ki ne bo nikoli pacient ozdravljen. Vedno ima bolezen nek potek in v eni fazi pride v fazo, ko pač vemo, da bomo lahko samo še lajšali. Ni več zdravljenja, ni ozdravitve, bomo lajšali. In tukaj je paliativa. In to je naslednji korak, za katerega smo mi zdravniki poklicani. Pravi čas uvediti tudi vse paliativne ukrepe. In ko bereš ta zakon, ne moreš verjeti, da si drznejo evtanazijo klasificirati kot zdravstvena storitev. In da zdravnik, ki ima poslanstvo in zapriseže Hipokratovo prisego, ki mu je to sveto, bo zdaj naenkrat obrnil svoje srce, svoje glavo, svoje znanje na zahtevo pacienta za 180 stopinj. Danes sem dolžna pacienta ujeti, mu pomagati, se pravi, če je poskušal narediti samomor, če si prerezal žile, sem dolžna to oskrbeti, sem dolžna, da gre na pravo mesto, na kirurgijo, če popije strup, da gre na interno. In naslednji hip tam so zdravniki dolžni narediti pot, da mu pomagajo, ker načeloma je vsak samomor klic na pomoč. In zdaj bomo mi v neki kronični bolezni na koncu, na mesto ponudili, kar medicina zna in zmore, in se s človekom ukvarjali, mu bomo zdaj pač ne bomo tega več nudili, ampak ker bo pacient iz obupa, ker ne bo zadostno oskrbljen, spoznal, da je to življenje res zanj mučno, mi smo ga pustili na cedilu. Če do tega pride, da človek mora izraziti željo po samousmrtitvi, pomeni, da smo mi kot terapevt odpovedali, da nismo zaznali njegove stiske in da mu nismo ponudili vsega, kar mi vemo, da imamo in zmoremo. Nihče danes v Sloveniji ne sme trpeti neznosne bolečine. Ne sme. Zato, ker imamo tako paleto zdravil,
ki bolečino kopirajo, izničijo. In to so zdravila, ki zagotavljajo tudi potem neko prisebnost, lucidnost. A ne? Niso to zdravila, ki te zadrogirajo in si potem bilka, ki tava v polsnu. To ni res. In te, ki so ta zakon pripravljali, tega pač ne poznajo. Tega ne vejo. In zato je vsa zdravstvena stroka proti temu zakonu. Tako da, kako pa imamo res to v Sloveniji organiziran? Ker pač na papirju je seveda mnogo kaj napisano, ampak dejansko, slovenski zdravstveni sistem, sploh pa pod to vlado, se krha. Zato, da je dober zdravstveni sistem, rabiš kaj? Znanje in kadre. Medicina postaja zahtevnejša, mi smo starajoča se družba, in ljudje rabijo več. Več uslug, več zdravljenja. Ampak mi smo zaspali, Naša država nikoli ni resno razmišljala, razen v naši prejšnji vladi, kaj pomeni ta demografija za Slovenijo. In če ti to veš, in to nas je Evropska komisija in WHO opozarjal, ampak naša država je spala 30 let. 20 let je kvačkala zakon o dolgotrajni oskrbi. 20 let se je ta zakon flosal iz enega ministrstva na drugega. In ko smo v našem mandatu, ko je predsednik vlade rekel, ta zakon bomo sprejeli, naredite to, pa veste, da je naš predsednik ustrajen, se je ta zakon sprejel. 17. decembra 2021. In v naslednjih mesecih je bil narejen načrt, kako to izvajati. Vsi podzakonski akti, vse kako bomo to prevedeli, kako bomo dobili kadre, smo pripravili, izobraževanja. Načrt je bil narejen, ampak seveda potem nekdo pride, pa vse to potepta. Torej Slovenija mora kot družba razvijati boljši zdravstveni sistem, mora dejansko udejaniti, da bomo imeli dolgotrajno oskrbo in potem pa še nekaj o tej paliativni oskrbi, ki jo praktično zanikajo, pa jo imamo tako v zakonu o pacientovih pravicah, jo imamo v tem aktih, ki jih zavarovalnica piše. In seveda v praksi, kot sem rekla, se že vedno izvaja. Mogoče ima kdo od vas izkušnjo rakave bolezni, rakavega bolnika med svojci. Pacient, ki se zdravi recimo pri onkologih, in ko pride bolezen v fazo, ko rečejo, je zdaj pa paliativa, ne moramo nič več, ne moramo nič doseči, ne s kemoterapijo, ne z obsevanjem, lajšali bomo bolečine in bomo zdravili simptome. In to pomeni paliativa. In načeloma je pacienta pred odpustom, in to so šla potem nazaj tudi za svoje paciente gledati in tudi svoje sorodnike. Ja, napišejo, potrebno bo izvajati paliativno oskrbo in danes tudi izvedejo, kako, kaj pomeni. Da prav vsak pacient, ki gre po tisti krivulji navzdol, ko potrebuje lajšanje simptomov bolezni, ki bo enkrat kmalu pripeljala v smrt, in ta načrt mora biti pripravljen. In tukaj seveda stroka lahko naredi več, ker to še ni postal del tako, kot recimo vi dobite odpustno pismo, ampak ko greste z onkološkega inštituta, mora biti tudi načrt paliativne oskrbe. In zdaj, ko je po tistem našem mandatu, se začela paliativna medicina bolj razvijati, se tudi to bolj razvija. Leta 2010 je bil prvi akt v Sloveniji sprejet, kako bomo obravnavali rakave bolnike in kako jim bomo zagotavljali paliativno oskrbo. 15 strani dolg dokument. In potem se je paliativna medicina izvajala samo pri najbolj zagnanih, res da na onkološkem inštitutu, pa samo v Gorenjski regiji, ker je tam ena srčna anesteziologinja, ki je začela izvajati to paliativno širše kot dotedaj. Namreč, kdo nam pomaga lajšati bolečino? Kdo je največji strokovnjak za lajšanje bolečine? Anesteziologi. In že v leta 2010 je direktiva, da morajo vse slovenske bolnišnice imeti ambulanto proti bolečinam, se pravi protibolečinsko anesteziološko ambulanto. Čisto vse bolnišnice, kjer je zaposlen vsaj anesteziolog, imajo to. In te dejavnosti, jaz, ko sem gledala, ko smo zakon o paliativni in hospic oskrbi pripravljali, čisto vse bolnišnice in sem šla gledati, koliko oni realizirajo teh pregledov, koliko število pregledov ima. Čezdalje bolj se veča, čezdalje več imajo ambulant in tudi število obravnavanih pacientov. Ampak oskrba in tudi paliativna ni samo lajšanje bolečine. Človek je čuteče bitje, rabi tudi
psihološko podporo, pa ne samo tisti, ki je boln, tudi njegova družina. In spet to v bistvu zajema paliativna, pa potem še nekaj o hospicu skrbi. Ko smo to malo sledili, da res v Sloveniji se s to paliativno oskrbo, da je treba premik naprej, in smo v času naše vlade tudi na pobudo te anesteziologinje z Gorenjske, ki je bila takrat delno na ministrstvu zaposlena, rekla, doktorica, dajmo nekaj narediti. Tole se ne premika. Mi imamo napisano od 20, pa se ne premika. Nihče ne ima želje in volje. Nihče, ki je imel moč. Moč ima pa politika, a ne? Predvsem pri zdravstvu Ministrstvo za zdravje. In smo leta 2021 dali kot obveznost 5 regijskim bolnišnicam, da vzpostavijo to paliativno oskrbo in tudi mobilne paliativne time. Kaj je to mobilni paliativni tim? To je skupek strokovnjakov, so lahko to družinski zdravniki, anesteziologi, kirurgi, internisti, poleg tega diplomirana sestra, socialni delavec, po potrebi psiholog, ki pacienta oskrbljujejo, ko je ta bolezen šla v tisto smer, ko vemo, da bo enkrat prišel konec, a ne? Da se krivulja zdravja ne bo več obrnila navzgor. In taki timi sedaj danes obstajajo pri vseh slovenskih bolnišnicah. Torej, projekt od leta 2021 do letos pomladi je šel naprej in moja bolnišnica, trboveljska bolnišnica, je bila zadnja, ki je prejšnji teden podpisala dokument tudi o mobilnem paliativnem timu. Zraven sodi ambulanta za paliativno oskrbo, ki je več kot protibolečinska ambulanta. In ko smo to gledali, ko smo mi, veste, v enem mandatu, ki je bil predvsem zato, da smo obvladali COVID, da smo reševali Slovenijo, ne samo na zdravstvenem, tudi na gospodarskem področju. Spomnite se, kakšne kazalnike smo imeli ob koncu naše vlade takrat, kako je Slovenija bila v vseh lestvicah napredka. Tako smo se tudi trudili na zdravstvo kaj narediti, ampak ti ne moreš v enem takem kratkem mandatu vsega narediti. In smo potem nadaljevali s pripravo zakona o paliativni in hospicu skrbi. Ta zakon predvideva formalno mrežo, sredstva, kadre, opremo, zato, da res razvijamo to, kar nasprotuje temu, da moramo ljudi ubijati. Mi lahko vsakomu zagotovimo zadnje faze življenja, ki so brez bolečine, ampak mi rabimo še drugo. Človek rabi bližino, rabi vedeti, da ni odveč, da bo družina sodelovala, da bojo zdravstveni delavci vedno na razpolago, ko jih bo potreboval. In ta varnost, ta občutek varnosti je izredno pomemben. In žal, kot je Alenka rekla, poslanska skupina ta zakon vložila in seveda so ga zavrnili. Tako kot so ukinili vse tisto, kar smo mi v prejšnjem mandatu dobrega naredili. Tako da zdaj, pa pride ulica, pride srebrna nit, oprostite, jaz bom temu rekla ulica, zbrali so podpise in po levi strani so skozi vrata pod to za njih ugodno vlado sprejeli ta zakon, ki je veljaven. Če mi ne bomo ugovarjali z zadostnim številom volivcem proti, je ta zakon veljaven. Zdravniki imamo ugovor vesti in to se bo zgodilo masovno. Te dni, ko sem bila po ambulanti, ogromno mojih pacientov v čakalnicah, to se razpravlja, in ko so prišli k meni, so rekli, imamo pa debato o čakalnici. In kaj ste sklenili, Od vseh pacientov, da nam se zlagala 100 recimo v zadnjem tednu, je eden rekel, jaz pa to podpiram. Zakaj pa to podpirate? Ja, rekel, zato, ker meni, če bojo pa noge rezali pri sladkorni, jaz pa ne bom takšen kripl. Sem rekla, jaz ne bom takšen kripl, jaz pa to hočem. Sem rekla, a vi pa od mene pričakujete? Ne, to pa ne. Sem rekla, kako ne, a ste zakon prebrali? Ker sem jaz vaš lečeči zdravnik, pa če bi vi imeli amputacijo nog, bi vi prišli do mene, pa tako, kot ste mi zdaj rekli, jaz pa tak ne bom živel, je moja dolžnost, da vam pomagam, da vi umrete. A rekel, to pa ne. Je rekel, jaz pa hodim, da me vi zdravite. Sem rekel, a dejte no. A ste prebrali zakon? In ljudje se dejansko ne zavedajo, da ta zakon posega v osnovni odnos zdravnik-pacient, v to osnovno zaupanje. In človek ni vedel, da v bistvu, če bo on meni pojamral tole, pa ne bo. Kar si ne predstavljajo ljudje, kaj to pomeni.
Kaj to pomeni za odnos zdravnik, bolnik, ki je, mislim, mora sloniti na najvišjem zaupanju. Kako bi sicer ljudje prišli, a ne, pa se izpostavljali temu, kar pač je včasih potrebno, je tudi za pacienta težko. Kako se pa zlorabe može? O zlorabah pa takole, glejte, zlorabe, mi se še zakona nimamo. Statistika Kanade je že Alenka omenila, mi smo malo prej začeli, pa se oproščamo. Statistika Kanade, Nizozemske, kaj kaže? Ko je zakon enkrat sprejet, pa recimo, da imamo še tako vlado, ko imamo zdaj. Glejte, mi imamo zakon. Tam noter, recimo, da se nam zgodi nesreča, a ne, nacionalna katastrofa, pa dobimo še eno tako levo vlado, a ne. Oni lahko amandmirajo in spravijo vse not tisto, kar je Alenka prej povedala, ker namreč Kanada zdaj že usmrti z evtanazijo na željo staršev otroka in v Kanadi, pa tudi na Nizozemskem, ne, se ponuja evtanazija socialnim revežem, brezdomcem, psihiatričnim bolnikom, ki imajo težave, pa bi radi prišli v sistem zdravljenja, pa jim rečejo, ja, boste tole malo počakali, ni možno, ampak evtanazijo dobite pa takoj. A ne? Razumete, korak, ko greš čez in to zakoniš, a ne? Potem se to spelje in v bistvu je to, jaz se ne morem znebiti tega, da je to ideologija nacionalsocializma, neke leve skrajne levice, pa je bil to Hitler, ali pa smo zdaj mi, ali pa je v Kanadi socialistična vlada, ali je v Španiji socialistična vlada. To je neka agenda v ozadju, da človek ni nič vreden, da velja samo masa in nam odvzemajo individualnost in našo pravico do življenja. In mi zagovarjamo kulturo življenja in ne kulturo smrti. In samo primer, a ne, kolega, ki sem ga že večkrat citirala, ki je bil družinski zdravnik, naš kolega dr. Cukjati, a ne, kaj se lahko dogodi. Če ta zakon stopi v veljavo in se ta praksa počasi začne, to začne miselnost ljudi spreminjati. A veste, in je povedal primer ene stare mame, ki je bila nepokretna na posti po Kapi, pa jo je redno obiskoval, pa je šlo na slabše, a ne, pa je pol večkrat obiskal, pa en dan obišče, a ne, pa je bila gospa čisto v redu, pa je dal terapijo, pa vse predpisov, ker je gospa tisti hip potrebovala, pa je rekel, pa jutri spet pridem. A ne, gospa vsa zadovoljna, bila hvaležna, da je prišel, a ne, drugi dan v isti uri doktor pride, a ne, pa prav, doktor, zdaj pa hočem jaz, da bom kar umrla. Dajte mi nekaj, da bom kar umrla. Pa je bil zaprepaden, rekel, kaj se je pa zgodil? Pa je cagala, potem pa le rekla, veste, včeraj, ko ste vi šli, tam družina v kuhinji sedela, pa otroci, pa vsa družina, pa sin, pa hčerka, pa vsi so bili tam, a ne, pa sem poslušala, kako je otroci jokajo, ker hočejo na morje, a ne, pa je mamica rekla, ja, to bo pa težko, ker moramo mamo, ne, moramo za mamo skrbeti. In potem je rekla, sej vi boste pa lahko šli, ne, jaz bom pa pri mami ostala. In ta ženska nepokretna v posli je celo noč razmišljala, dokler ni prišel spet doktor Rene, in je razmišljala, a ne, jaz zdaj kratim mojim vnukom dopust, kratim prosti čas mojih najbližjih in jaz se bom umaknila. In ljudje bodo tako začeli razmišljati. In dokaz, da je to tako, je Nizozemska, ker je največ evtanazij tik pred dopusti. In ko mi ta korak naredimo, a ne, smo stopili na pot kulture smrti, kjer človeško življenje ni nič vredno. Zato mi, slovenski zdravniki, bomo ugovarjali temu zakonu in kateri bomo celo izstopili iz sistema. In jaz sem se od nekaterih pacientov včeraj v sredo popoldne, znaka, gledajte, če bo to, da mi ne dobimo referenduma proti, jaz ne vidim, zakaj bi jaz mogla mazati svoje ime, svoje poslanstvo, moje življenje. Meni je to tako, ko bi mene en ubil. Jaz nikoli ne bom pristala na to, da bom pomagala pri umoru, ker sem sostorilec. In seveda se bom, če ne bo možno drugače, iz poklica umaknila. In tako verjetno bo razmišljalo veliko zdravnikov, ki so mojih let, a ne? Mlajši bojo naredili ugovor vesti, mogoče se bo kakšen najdu, ki je pristaš profesor Kebra, ki je mimogrede bil laboratorijski človek, a ne? On je bolj delal v laboratoriju, on je bil tudi, ko sem bila jaz študent, a ne, mentor, je bil predstojnik, ampak
Jaz se ne spomnim teh vaj, da bi on kdaj sedel v posli pacienta, da bi kdaj on je samo o raziskovanju govoril, pa kaj njegove laboratorijske miši gor, pa laboratorijske miši dol. Se pravi, zreduciral nas bo na nivo živali v laboratoriju. Se bo najdu kakšen zdravnik, ne? V redu, ko bomo družba, ki je razvila sistem zdravstva, paliativne oskrbe, dolgotrajne oskrbe na tak nivo, da bomo lahko poskrbeli za enega, ki je v centru Ljubljane, pa za nekoga, ki je dol, ne vem, v eni selnici ob Dravi, čisto ob robu meje, ko bomo toliko daleč, ne, pa mogoče lahko začnemo razmišljati, da pa mogoče so kdaj izjeme. Ampak nikoli to ne more biti ne zdravstvena storitev, ne zakonska obveza zdravnika, da to naredi. Naj pa gledajo, kako to delajo v Švici. Švicarski zdravniki so protestirali, upam, da tako kot bomo mi, in so ta idejo, da morajo to zdravniki početi, zakonsko ukinili in imajo pač inštitucijo, ki je ločena od zdravstvenega sistema in tako vse iz celega Evrope veselo rajžajo tja v to hišo smrti, kjer nekdo pomaga, verjetno je že kdo z zdravstvenim znanjem, pa da zna kanilo nastaviti, a ne, že verjetno imajo kakšne strokovnjake, ampak to je ločeno od zdravstvenega sistema. Toliko za enkrat. Hvala. Ja, mogoče tukaj dodamo, a ne, v zakonu so tudi napisali, a ne, da to taka smrt, pomoč pri samomoru stane med 1300 in 1500 evrov, če pa nekomu delamo pač paliativno oskrbo, je pa to lahko 5-6 tisoč evrov. Ne? Skratka, zdaj bomo šparali na ljudeh. Ne? Ampak, ne, Alenka, tukaj te moram pa dopolniti, na kar gospod Primc pa ne neosnovano govori, a ne, da se špara na pokojninah na ta način in špara v zdravstvenem sistemu. Kanada je točen izračun naredila, koliko milijard prišpara, ker ni več izplačevanja pokojnin in ker ni več zdravstvene oskrbe. Na koncu je tukaj tudi ekonomsko gonilo. No, zdaj, če ste v ponedeljek poslušali predsednika vlade, ki je rekel, da imajo mladi smolo, da so njihovi starši še živi in morajo za njih skrbeti in si kao namorijo stanovanje. Mislim, to je katastrofalna izjava. V eni drugi državi ta ne bi bil več predsednik vlade, ampak pri nas je pa tako kot ja. Ne. Zdaj, mogoče še jaz par stvari, ki jih nisem prej, ne. Kot je Alenka rekla, ne, zakon so pripravljali brez zdravnikov, pa tudi so zdravniki že takoj povedali, da tega ne rabimo. In zakon je že večkrat je bila ta debata o tem, bi mi tak zakon imela, ne. Ampak nikoli do zdaj ni se Ministrstvo za zdravje, je vedno nekako bomo odbili te ideje in predloge in nikoli ni bilo Ministrstvo za zdravje podpirali to. Ne. Se vidite, zdaj tudi naše ministrice se nikjer ni, ne. To so prinesli, sicer rekel kar poslanski zakon, ampak soglasjem vlade, ne. To je pa ta vlada spustila ob vsem tem, kar vemo, ob vseh izkušnjah iz tujine. Jaz mogoče prej še to nisem povedala, ne. Ti preden narediš ta postopek, imaš tudi pogovor s psihiatrom, ne. Ampak v eni uri psihiater sigurno ne more ugotoviti, kakšnem stanju si ti, da bi recimo to lahko odobril. In še hujša, ne, ta komisija, ki sem jo omenila, lahko tudi vaš zdravnik nasprotuje temu, a ne, reče, da niste primerni in da ni v redu, da bi naredil ta postopek, ampak lahko strokovna komisija lahko to mnenje tudi povozi, a ne, ga ne rabi upoštevati in vas še naprej prepričuje, sploh zato, ker bo večina v tem, oziroma praktično vsi, tisti, ki seveda zadevo podpirajo, a ne. Potem tudi to, a ne, če se zgodi v postopku kakšna napaka, ne, da strokovnjaki ali člani komisije naredijo kaj pač v postopku nepravilno, se bo to obravnavalo kot prekršek, a ne kot kaznivo dejanje, ampak kot prekršek, za katerega je predvidena kazen od 400 do 2000 evrov, ne. Ampak seveda človeka več ne bo, ker bo na ta način usmrčen, a ne. Ta bo pa mogoče odgovarjal pa 400 evrov kazni plačal, ne. Mislim, to je neverjetno, kaj predlagajo, ne. Komisija recimo odloča v končnem sklepu, da se postopek prekinitve življenja izvede, imenuje nadomestne zdravnike, če bi bilo treba, predpiše recept za učinkovino, hrani vso dokumentacijo, ampak kot sem rekla,
To komisijo predlaga predsednica republike, ne? To je pač neka politična, nestrokovna komisija. Ne? In kot rečeno, noben ni kazensko, odškodninsko ali pa disciplinsko za to ne odgovarja. Jaz sem hotela mogoče še to, a ne včasih pri teh bolnikih, ki so res neozdravljivo bolni ali pa imajo neko bolezen, s katero lahko sicer živijo 20 let ali pa še več, a ne. Zdaj, a ne, je tudi ti otroci naši, a ne, z redkimi boleznimi, ne. Ta bo itak umrl, si mislijo, a ne, sej ga lahko tudi zdaj prej, da ne bo toliko stroškov z njim, ne. Vse to bo lahko potem v enem trenutku prišlo, a ne. In tudi, a ne, danes medicina, praktično vsak dan se odkrijejo nova zdravila in tako, ne. Lahko je nekaj zdajle neozdravljivo, čez en mesec ali pa en let bo pa ozdravljivo, ne. Ampak ta človek, a ne, če mu bodo dopovedali, viš, tvoja bolezen je neozdravljiva, ti boš itak umrl in ga bodo prepričali, da se odloči za to, pa bi morda se ga še dalo pozdraviti, a ne. In tisti, ki so govorili, a ne, ki se ukvarjajo veliko s temi starejšimi bolniki pa tako, pravijo, da praktično vsi, tudi neozdravljivo bolni ali pa na koncu vsi v bistvu hočejo živeti, a ne. In jim je vsak dan, ki so še svojimi pomemben, a ne. In prideti s takim zakonom je res katastrofa, no, in se lahko sam vprašamo s tole gospo Saro Ahlin-Doljak, ne, kaj se je zgodilo z nami, da si pomagamo umreti, ne pa živeti. Če lahko samo še par primerov iz svoje prakse, a ne. Veliko bolnikov, jaz sem šla en dan gledat, jaz sem skoraj 40 let zdravnica, od tega od leta 99 koncesionarka in sem šla gledat, koliko obravnav sem jaz imela v tem času. 160 000 obravnav, a ne. 160 000 krat je bil nekdo pri meni. Med njimi so recimo bili mladi, ki so recimo v starosti 18 let levkemijo. Limfom je pri nas v Zasavju zelo pogost. In ko se pogovarjaš, se reče, toliko sem bila obupana. Pa zakaj toliko obupana? Zato, ker so rekli, kemoterapijo nikoli ne boš imela otrok, tudi če boš preživela, a ne? In je to bilo za eno mlado 18-letno deklico zelo travmatsko, a ne? In če v tistem hipu ne bi bila onkologinja sočutna, ji razložila, kakšne so možnosti in ji dala upanje, da je možno jajčica odvzeti, a ne? Tako kot pri moških spermije odvzeti, shraniti, zamrzniti in za kasneje uporabiti. Bi ona takrat verjetno obupala in verjetno, če jo ne bi takrat ujel, a ne, bi bila lahko tako obupana, da bi želela to pot. Danes je pa mama, pa ima 3 otroke. Vse z tistih skranjenih celic. Razumete, kakšne rakave bolezni naredijo pri mladih hude spremembe, a ne? In če bi te ljudi takrat pravilno ne ujeli, če ne bi bilo sočutja, če ne bi ljudem pomagali, da vidijo smisel v življenju, da bojo lahko vse normalno živeli. Če bi bila takrat onkologinja brezbrižna, a ne, pa bi skomignila z rameni, a ne, bi te ženske in teh otrok ne bilo. Ali pa, ne vem, ta teden, ne vem, imela sem pacienta, ki zdaj preboleva 3. raka. Vsakič je njegov rak bil v fazi, ko je bil obupan. In ta obup, pa ta možnost, a ne, zdaj sem obupan, ne vidim smisla, že pri 2. raku, a ne, pa to jaz več ne morem dati, ker imel izkušnje iz 1. raka. Operacije, obsevanja, rehabilitacija, razumete? Potem 2. rak, zgodba se je ponovila na 2. mestu. In tak človek bi lahko rekel, jaz pa ne bom še enkrat tega. In če bi imel to možnost, ne bi ustrajal. Ampak tako ga je družina podprla, ga je patronažna sestra hodila domov mu pomagati, so bili zdravniki ob njemu, da so mu dali videnje, da je možno, da se še enkrat pozdravi. In glejte, prejšnji teden je prišel, ima 3. raka, pač sprav nekaj je genetsko narobe, ampak on z rakavo boleznijo, ta 3. zdaj živi že praktično od takrat skoraj da 30 let. Torej, čim pa imamo mi takšno možnost, kaj to pomeni? Dejansko bo to zelo pocen za zdravstveno blagajno. In jaz se bojim, da tukaj ni nobenih humanih vzgibov, da te ljudje, ki zdaj so tam frontmeni za ta zakon, da je to neka globlja ideologija in to ideologija smrti. To ne morem, da je to iz osebnega vzgiba, a ne, zdaj tam en gospod, ki je največji, najbolj goreč zagovornik iz osebne izkušnje, a ne. Ja, oprosti, imaš 3 doktorate, tvoj ata je bil pa 10 let v domu, ali 8, ali koliko
tako kot si bil pa pri njemu, če je gluh pa slep, si ga pa lahko božal, si ga pa lahko nahranil, si ga pa lahko ven pelil na sonček in zrak. A si to naredil? Torej, manjkalo ti je nekaj, ne? Hlepel si za svojo kariero, pozabil si pa na svojega bližnjega. Lahko, da je tako bilo, se upravičujem, če ni bilo tako, ne? Ampak jaz si tako predstavljam, zakaj en človek, ki je gluh in slep, je to huda hiba in invalidnost. Ampak zakaj bi delal samomor? Če bi se čutil ljubljenega, če bi lahko čutil toploto sonca, če bi lahko vohal cvetlice, a ne? Če bi čutil topo objem. In mi moramo na tem delati, da smo sočutni, humani in nobene potrebe ni po takšnem zakonu. Mogoče te jaz sam še tole vprašam, sej mislim, da si malo že povedala, ampak mogoče, da nam malo razložiš, a lahko medicina res lajša vse bolečine, a ne? Ker pravijo, da je to glavni razlog, da se ljudje za to odločijo. Jaz sem vam povedala, da je to šele na 4., 5. mestu, ampak a je danes, so zdravila, so preparati oziroma, ki praktično ohranijo človeka pri zavesti, pri pameti in mu lajšajo bolečine. Imam tudi osebno izkušnjo, ker moja mama je umrla zaradi raka dojke, ki je bil ugotovljen že v razsoju. Pač bila je kmečka ženska, navajena veliko delati, vsako bolečino, ki je bila, je potrpela in žal, ko je bil diagnoza rak postavljena, je imela ogromno zasevkov na pljučih, na jetrih, na kosteh. Ne? In v bistvu je tožila o bolečinah, ne? Zdaj me pa vse boli, ne morem več delati. Ne? In potem smo pa šli, a ne, kaj se je dogodilo. A ne? In v bistvu onkologina je predpisala terapijo. A veste, kostni zasevki bolijo. A ne? Pri zasevkih na pljučih se hitro lahko pojavi težko dihanje. In je imela kombinacijo zdravil, ko nikoli ni potožila. Bolezen je trajala skoraj 3 leta. Nikoli o bolečinah, nikoli o težki sapi, bila je lucidna, prisebna, je še kdaj skuhala. Kadar sem imela cel dan ambulanto, je rekla, sem ti župco naredila. Se je potrudila, zato ker je vedela, da mi s tem naredi veselje in je bila hvaležna, ker je lahko bivala z mano, ker sem je bila praktično na razpolago, tako rekoč na 10 metrov, ves čas njenega življenja. In kdor ima izkušnjo bolečine, najtežje ve, da naši anesteziologi, naši onkologi, da so strokovnjaki in znajo bolečino telesno ublažiti. Tako, da je komaj zaznavna. Od tabletk do nekih obližev, a ne, do teh črpalk, ki se jih nastavi v centralni živčni sistem in si pacient sam dozira protibolečinsko terapijo. A ne? In pride patronažna in tisto črpalko menja. Zdaj, človek si sam protibolečinsko zdravilo dozira na tako raven, da je njemu v redu. Ne? Ampak drugo je, če tak človek sam. Drugo je, če sorodniki ne pridejo na obisk. Drugo je, če ne pride patronažna sestra. Če je mogoče edini obisk, ki ga ima mogoče predstavniki društva Hospic, ki se tukaj zelo angažirajo. Tako je Alenka rekla, telesna bolečina je tam 4., 5. mesto. Drugo je izguba smisla življenja, občutek, da boš sam, a ne, kako bo, skrb, kako bo, a ne, in da nimaš socialnih stikov, da si izoliran. To je večja bolečina. In če za konec, mogoče se nam več oglasila, še primer onkološki. Na onkološkem, to mi je pa že dolgo kolegica z onkologije povedala, so imeli gospo, ki je imela terminalno bolezen raka rodil. Gospa je pač pri njih bila, ker ni imela nikogar doma, da so pri njej izvajali to paliativno terapijo. Gospa je imela vso terapijo, ki jo naša medicina pač lahko ponudi in na onkološkem inštitutu, verjemite, da je vse, kar je možno, oni ponudijo pacientu. Ampak ta gospa je cele noči jokala, upila in eno noč sestra, ki je bila dežurna, gre do te zdravnice, ki je bila tudi dežurna, rekla, doktorca, jaz več ne vem, kaj naredim. Jaz sem gospe vse dala, ona za vsako uro kliče se za dodaten morfij, pa ne morejo boleti, njej infuzija teče, nemogoče. In potem se je šla zdravnica k njej usediti na poslo in sta se pogovarjali dolgo noč. In na pogovor, kaj je na njej, so pač povedala, da se čuti osamljeno, da jo skrbi, da se ni spravila s svojim možem, da se je skregala z možem, da se je skregala z otroci, a ne, so šli vsak svojo pot in ona zdaj ve, da bo šla in se z njimi ni spravila. Ni imela zadnjega pogovora z njimi.
In potem je rekla ta zdravnica, a dovolite, da jaz vašega moža poiščem. In ga je dejansko poiskala, mu povedala, kakšno je stanje, in gospod prišel drugi dan na pogovor. Ostal je pri njej 3 ure. In sta se pogovarjala, gospod je odšel. In ta gospa od tiste ure, ko je gospod prišel, je vsa tista terapija, ki je imela predpisano, zadoščala in ji enkrat pozvonila za dodatne kapljice morfija. Ona se je spravila sama s sabo in z možem. In to v teh dneh, ko smo imeli teh veliko pogovorov, veliko je bilo tudi duhovnikov na teh pogovornih omizjih. In to odvzeti človeku, da ima možnost se spraviti sam s sabo in svojimi bližnjimi, to mu ta zakon bo vzel. Ta zakon mu bo to vzel. Veliko je še teh primerov, tudi za onkologije. Gospod, mačo, avto, ženske, alkohol, ni denarja, cigare, vse je imel, Imel je pa tudi ženo, pa 2 nezakonska otroka, In je prišla bolezen, ne vem katera, v tako fazo, da je bil na onkologiji, da je rabil tam stalno obsevanje, stalno terapijo. Bil je robavs, bil je nespoštljiv do vsega osebja. Grob človek, In potem so bili vsi obupani okrog njega, pa so psiho-onkologinjo prosili, če bi do njega stopila, pa mogoče ste slišali, ampak vseeno, ker je zelo zanimivo. Kaj naj naredimo? Pejte vi, mogoče boste vi kaj lahko pomagali. Pa je tudi njo grobo zavrnil prvič. Ampak gospa mu je pustila odprta vrata. Saj, če pa boste želeli, pa pridite. In ker se vsak dan na obsevanje vozil mimo njene ambulante za psiho-onkologijo, se je potem po enem tednu pojavil na vratih. Pa rekel, jaz bi se pa malo z vam pogovarjal. In to se je potem dogajalo. Obsevanje pa zdravnici, so se pogovarjala dneve in dneve in dneve. In ko se je on odprl in začel svoje življenje čistiti, kaj je naredil v življenju, pa kaj ni naredil, je prišel do spoznanja, da ni lepo ravnal v življenju in da bi lahko še to popravil. In je uredil preko notarja, da je dediščino, ki sploh ni poskrbel, ker je bil bogat in premožen, da je zagotovil, da bosta otroka dobila dediščino. In to je že bil en korak. Potem je pa še tuhtu naprej, pa rekel, pa vsega pa nisem naredil. Rekel, kaj pa niste naredili? Rekel, bila je dobra ta moja partnerka, jaz sem bil pa grd do nje. In zdaj, ker niti nisva poročena, niti nič, to ni prav, kar sem naredil. A mislite, da se jaz lahko z njo poročim? A je to možno tle? In so v kapeli na Onkološkem inštitutu naredili poroko. In človek se je umiril in se je spravil s svojim življenjem. Ta zakon bi mu to možnost vzel. In on bi umrl v hudem trpljenju, tako kot ona gospa, ki je upila za morfi kapljice, ker se ni spravila v svojem življenju s tistim, kar bi se morala. Ja, to je za zaključek, Doktor Cukjati je rekel, da je res naravna smrt dragocena in da je to čas polaganja računov, urejanja stvari svojega življenja, ureditev odnosov in da je pač ta naravna smrt zadnji trenutek, zato je tudi vse to tako narejeno, da ti lepo prideš do tega, da urediš vse s svojimi domačimi, z bližnjimi in tako. In zato moramo to tudi na tak način pustiti, mogoče pa res ne takoj klicati, če vemo, da gre stvar proti koncu rešilca, pa imamo poslati v bolnico in tam umre sama, ampak jo mogoče imeti doma. In še par desetletij nazaj je to tako bilo, so ljudje bili doma in je bilo pač tudi smrt en del življenja, so to sprejeli. Zdaj bi pa vse, kar nam ni všeč, kar nam ne paše, najraje odrinala, pa se s tem ne ukvarjali. Tako da hvala lepa, da ste prišli. Tukaj le še neki nalepk, če bo kdo vzel v nedeljo absolutno na volišča glasovati proti, pa vsak naj še kar nekaj svojih sorodnikov in sosedov prepriča, da bodo šli, da res ta katastrofalen zakon, ki poveličuje smrt, čeprav oni rečejo, da je za življenje, ampak poveličuje torej smrt oziroma nenaravno prekinitev življenja in temu moramo odločno nasprotovati. Hvala lepa in lep večer še naprej. Hvala.